Na javni razpis za dodelitev enoletne štipendije občine Beltinci za študijsko leto 2016-2017, ki sta ga občina Beltinci in Pomurska izobraževalna fundacija objavili na svojih spletnih straneh, je prispelo 14 prijav. Na podlagi prijav, dokazil, kriterijev in meril iz pravilnika o štipendiranju je komisija za štipendiranje izbrala 10 študentov, ki bodo prejeli enoletno štipendijo za študijsko leto 2016-2017. V občini Beltinci tovrstne štipendije podeljujemo že kar 10 let. Vedno skupaj s Pomursko izobraževalno fundacijo, tako da ker nam se je bilo nekako pomembno, da za nami stoji tudi neka druga inštitucija, da ne delamo tega samostojno, kajti tudi oni nam pomagajo tako pri izbiri kot tudi pri svetovanju za podelitev. Občina Beltinci pa te štipendije podeljuje tistim najboljšim, torej mi stimuliramo boljše študente, predvsem tiste, ki ne morejo, oziroma nekako smo iskali možnost štipendirati tudi tiste, ki ne dobijo kadrovske štipendije oziroma ne dobijo Zoisovih ali nekih državnih štipendij, kljub temu pa verjetno imajo dobre rezultate, ampak iz kakršnih koli drugih razlogov ne pridajo tam zraven. Zato smo rekli, dajmo občino Beltinci štipendirajmo tudi mi, kajti to so le naši študenti iz naše občine, naša bodočnost, kot pravimo, in tudi ti študenti potem lahko nekaj prispevajo že v času študija, ko jih povabimo, lahko tudi prispevajo po študiju in prav gotovo je to ena iz takšnih stimulacij, ki je primerna tem mladim ljudem, da jim pokaže, da tudi lokalna skupnost se nekako trudi, da bi oni doštudirali. Štipendije sta slavnostno podelila Milan Kerman, župan občine Beltinci, in dr. Mitja Slavinec, predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije. Župan beltinske občine pa je poudaril pomembnost štipendiranja mladih, saj, kot pravi, želi občina dvigniti raven znanja in sodelovanja s študenti. Je prav gotovo, kajti oni bodo prinesli znanje. Mi starejšim damo lahko izkušnje, oni prinesejo znanje in ta simbioza, torej ta nekako sinergija teh dveh znanj, tako izkušenj kot pa tudi znanj, je lahko dobra popotnica potem tudi za občino Beltinci, za razvoj in vse skupaj. Prihodnosti pa tudi te mlade vidimo že kot naše naslednike, tako rekoč, kajte nekdo bo za nami tudi moral prevzeti tako vodenje občine, kot tudi druge stvari, ki se v občini dogajajo. Tako da je tudi tu je ta naša stimulacija, mislim, da na mesto, da tem študentom sedaj pomagamo, potem pa oni nam nazaj. Občina Beltinci pa je razpis za štipendiranje izdelala v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo. Prednost pri izboru pa so imeli tisti, ki se izobražujejo za poklice, kateri veljajo za deficitarne, in tisti, ki imajo višje povprečje ocen ter so že vsaj 3 leta občani občine Beltinci. Pred 10 leti sva se z županom začela pogočavati o ton in fej sem seveda veseli, kaj je občina Beltinci ena med prvimi sledila tistome zglede, kaj je Pomurska izobraževalna fundacija spostavila z mestno občino Murska Sobota na področje štipendiranja mladih. Torej, Pomurska izobraževalna fundacija na osnovi res že dolgoletne tradicije in teh izkušenj priprave razpise in to pravo papirnato stvar, tudi seveda svetuje z izkušnjami glede toga, kako izbirati tiste, ker so vredni štipendij in ko se jih okolje spomni in upozori na to, kaj jih je videlo. In na konci seveda tudi mi izvajamo samo štipendiranje, sredstva pa zagotovi torej matična občina, v tom primeru občina Beltinci. Predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, dr. Mitja Slavinec, pa je poudaril tudi vrednost samih štipendij in dejstvo, da lahko študenti občini s svojim znanjem veliko pripomorejo že med samim študijem. Vrednost štipendije je gvišno večplastna. Prvo je tisto, kar mladi dobijo pač nekšne peneze za volokojn in treba mogoče malo menje svojega prostega pa še kakšnega drugega časa nameniti za pridobiti si, kar si kdar znamo, kakšna so študentska leta, kaj je penez nikdar ne preveč, kaj si kaj cuj zaslužijo. Druga stvar, mi jih pri tom spodbujamo tudi tak, ka se povežejo z regijo, tudi prek recimo počitniške prakse, ki pa naj si najdejo delo, kar je povezano z študijom. To je gvišno ena
ena najpomembnejših stvari. Delo in tiste obštudijske aktivnosti treba sicer najti tak, ki dopolnjujejo eno teorijo, katero se na fakulteti navčiš. In ena najbolj važnih stvari je pa ključno to, kar vidijo, kar jih je lokalno okolje zaznalo, zato ker na tej način seveda tudi, ker dobijo malo več samozavesti, malo bolje se povežejo s tem okoljem in gljušen sem, ker na tej način prispevamo k zmanjševanju bega možganov iz regije. Seveda najbolj je važno, ko jih tudi navčimo, kako se znati iti. Ne je zadosta samo diplomo napraviti, to so ključi, ampak s temi ključi se treba znati odpreti prava vrata. Višino štipendije ter število prejemnikov vsako leto določi občinski svet občine Beltinci. Štipendija se podeljuje za eno študijsko leto. Se pa študentje lahko po preteku tega ponovno prijavijo za pridobitev štipendije za naslednje študijsko leto.